Lepo pozdravljeni v že petem videu o tem, kako postaviti svoj lasten posel na internetu v 3 korakih. V prejšnjem videu smo si pogledali, kako pridete do vsebin, ki jih potem delite na vaših spletnih in pristajalnih straneh vašim obiskovalcem. Drugi pomemben korak, ki pa ga boste naredili, ko boste gradili svoj posel, pa je, kako pripeljati obiskovalce na vaše spletne strani. Vaše spletne strani so torej narejene in sedaj je vaša naloga, da poskrbite za to, da bo za njih zvedel cel svet. Seveda pa poleg vsebin, kot smo tudi že omenili, vaša orientacija na teh spletnih straneh, da boste te obiskovalce tudi zadržali. To pomeni, da boste gradili listo kontaktov, ki je tudi eden od najpomembnejših elementov, ki ga potrebuje vsak internetni tržnik, da lahko uspešno gradi svoj posel. Ker to pomeni, da ima svoje stalne stranke, s katerimi lahko komunicira in jim tudi lahko predstavi svoje ponudbe. Torej, bistvo tega, kako boste prišli do svojih strank, je v tem, da boste vsebine, ki jih boste pripravili, to pomeni dobre vsebine, ki jih boste pripravili, tudi delili naprej in boste prikazali tam, kjer se zadržuje veliko ljudi. Na internetu pa smo že ugotovili, se zadržuje izredno veliko ljudi na socialnih medijih, bodi si na Facebooku, Twitterju, G+, LinkedInu in še na mnogih drugih omrežjih, ki jih je danes že toliko, da jih je pravzaprav že skoraj težko našteti. No, v Sloveniji je pravzaprav največ obiskovalcev še vedno na Facebooku, zato bomo morda Facebook omenjali bolj pogosto kot druge, vendar za vas je pomembno, da veste, da lahko najdete obiskovalce na teh socialnih mrežah in boste pač iskali na tisti, ki vam je bolj pri srcu. Na socialnih mrežah boste vi te svoje vsebine lahko delili brezplačno, to pomeni, da jih boste objavljali preko nekih načinov, ki jih vsaka posamezna socialna mreža nudi. Vsaka od njih pa vam nudi tudi pravzaprav možnost plačljivega oglaševanja. Zdaj, kakšna je pravzaprav razlika, če izvzamemo to, da je eno zastonj, drugo je morate pa plačati. Tisto, kar je zastonj, si morate zapomniti, gre vedno nekoliko počasneje in zahteva od vas veliko več dela in energije. Na drugi strani pa seveda plačani oglasi, plačano oglaševanje pomeni, da pridete do nekih rezultatov lahko že takoj in pa tudi, da imate s tem bistveno manj dela. Predvsem začetniki se dostikrat bojijo plačanega oglaševanja na socialnih mrežah, vendar za to ni nobenega razloga, saj je to oglaševanje relativno poceni, višino oglaševanja namenite sami in mu določite, koliko boste potrošili v določenem časovnem obdobju. Prav tako pa, če vidite, da vam oglaševanje ne daje pravih rezultatov, lahko to oglaševanje tudi prekinete. Na ta način boste ponudili svojim bralcem vsebine, ki so na vaših spletnih straneh. Povabili jih boste na vaše spletne strani oziroma na pristajalne strani. Tam pa jih bodo čakale spet neke vsebine, za njih seveda koristne, ki jih boste vi ponudili seveda brezplačno. In v zameno za te brezplačne vsebine vam bodo obiskovalci rade volje zaupali svoje elektronske naslove, kamor jim boste te vsebine tudi poslali. Zdaj, te vsebine boste lahko naredili sami, seveda bodo to lahko neke brezplačne videoserije, tako kot morda ta, ki jo ravno kar gledate. Ni pa nujno, da boste to naredili že takoj na začetku.
Veliko lažje je narediti neko e-knjigico ali kakšno poročilo ali primerjavo več različnih izdelkov, nekaj, kar je v zvezi z vašo tržno nišo, na kateri delate. In te vsebine potem ponudite svojim obiskovalcem. Na ta način ste že hkrati pristopili k gradnji baze svojih potencialnih strank, ki vam bodo zaupale svoje elektronske naslove. Ti elektronski naslovi so namreč izredno pomemben element, ki se vam bo vlekel čez celo vašo kariero, ki jo boste delali kot posel na internetu. No, in o tem, kako graditi te baze, o tem, kako komunicirati z ljudmi, ki jih imate v tej bazi, je pa že točka za naslednji video in nikar ga ne zamudite. Do takrat se imejte lepo in se vidimo. Adijo!